Lep dober dan v DS centru varne vožnje na Vranskem. Hvala lepa, ker ste se odzvali vabilu in udeležili novinarske konference Avto-Moto zveze Slovenije pred začetkom nove sezone v športnih panogah, ki so pod okriljem Avto-Moto zveze Slovenije. Avto-Moto zveza Slovenije je krovna nacionalna športna zveza, ki združuje celo vrsto panog, v katerih vsako leto prireja državna prvenstva. Tako bo tudi letos, in sicer v kratkem se začenjajo državna prvenstva v motokrosu, speedwayu, trialu, mini cestnohitrostnem motociklizmu in cestnohitrostnem motociklizmu ter seveda kartingu. Prva dirka državnega prvenstva je pravzaprav na sporedu že kar prihajajoči konec, in sicer 12. marca v Jezelu v Italiji, kjer se bodo prvič letos za točke državnega prvenstva pomerili vozniki kartinga. Državno prvenstvo pa bo dolgo, končalo se bo šele tam 15. oktobra, ko je na sporedu zadnja dirka, in sicer cestnohitrostnega motociklizma na Grobniku na Hrvaškem. Pa preden predstavim goste in da povemo še kaj več o njih, bi dal nekaj besed, da spregovori nekaj besed vodja področja Avto-Moto šport Luka Mežan, ki bo bolj podrobno lahko povedal tudi, kaj se bo vse dogajalo na dirkah državnega prvenstva. Luka, prosim, izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je že Tomaž rekel, vikend začenjamo s karting dirkami. Vse karting dirke, tudi 3, ki bojo v Sloveniji izvedene, spadajo pod centralno evropsko cono, se pravi tudi višjega ranga. 2. aprila bomo začeli z državnim prvenstvom v motokrosu v Brežicah. Planiranih imamo 7 dirk, 6 pokalnih, tako da je kar pester koledar. V minimotu bomo začeli 10. aprila v Vrtojbi, 6 dirk je planiranih, se pravi minimoto, mini GPS, skuter in pa supermoto. V trialu začnemo maja, planirane so trenutno 4 dirke. Pri cestnohitrostnih dirkah jih imamo 6, tako da bo kar dolga sezona. Pri speedwayu se koledar zaenkrat še ni čisto uskladil, lahko pa povemo, da bomo imeli tudi evropsko prvenstvo v parih, 250 kubikov in pa kvalifikacije v 21 za svetovno prvenstvo. Tako da sezona bo pestra, dolga, se bo kar veliko dogajalo. Luka, še morda eno vprašanje. So kakšne novosti letos v državnem prvenstvu? Ena izmed teh je prav gotovo nov razred v mini cestnohitrostnem motociklizmu. Ja, po vzoru v bistvu svetovnega prvenstva, fantje so lansko leto oziroma 2 leti zdaj v mini GP 10 se poskušali uvrstiti tudi preko našega tekmovanja Alpe Adria, v katerega spadamo, kjer je v bistvu 12 držav sodeluje, se lahko kvalificirajo na finale svetovnega prvenstva, in letos so to razširili tudi na mini GP 12, kar pomeni večji motor in pa večje gume. Tako da obe dirki bosta tukaj na Vranskem izvedene konec avgusta. Se pravi, vsekakor bo v državnem prvenstvu pestro in zanimivo. Zdaj pa, kdo so današnji naši gostje, s katerimi se bomo pogovarjali, oziroma se boste lahko tudi vi pogovarjali po koncu tega uradnega dela novinarske konference. Nihče vam ne bo ušel. Imamo tudi Aleksandra Bogunoviča, ki je sicer na Zoomu, pa vam bom potem povedal, kako boste lahko prišli v kontakt z njim. Naši gostje danes na novinarski konferenci so Anže Grmek, Speedway, potem Enej Logar, predstavnik cestnohitrostnega motociklizma. Anže Grmek je državni prvak med mladinci v Speedwayu, Enej Logar je državni prvak v razredu Supersport 600. Jan Pancar, naš tekmovalec v svetovnem prvenstvu v MX2, pa najmlajši danes Lovro Setnikar, ki je eden najbolj perspektivnih voznikov v trialu, in pa motošportnica leta 2022, voznica Venturu, Tjaša Fifer. Začeli pa bomo z Aleksandrom Bogunovičem, ki ga imamo na povezavi. Aleksandar je voznik v kartingu in lani je postavil pravzaprav zelo velik mejnik, ki ga bo zelo težko preseči. Na FIA Academy Trophy tekmovanju, nekakšnem neuradnem svetovnem prvenstvu v kartingu, je namreč v skupnem seštevku zasedal skupno 7. mesto. Vse do zadnje dirke v Le Mansu pa je bil celo v igri za eno izmed mest na zmagovalnih stopničkah. Aleksandar, kako se ti spominjaš te sezone in kaj lahko pravzaprav še
narediš več v novi sezoni? Ja, lansko sezono, bom rekel, je bilo veliko izjemnih rezultatov, celo tudi s tem FIA Academy Trophyjem, 7. mestom. Sem pa dosegel tudi veliko drugih rezultatov, 2. mesto na državnem prvenstvu in dosegel sem tudi 3. mesto na neuradnem svetovnem prvenstvu VSK Pokal. Bom rekel, sezona letos, jaz bom pač probal lansko leto tudi na evropskem prvenstvu in na FIA World Champions, na uradnem svetovnem prvenstvu, ampak bom rekel, za lansko sezono je bilo pa kar, bom rekel, sem zadovoljen. Aleksander, trenutno si v Španiji. Nam lahko zaupaš, kaj počneš tam in koliko časa boš tam? Ja, jaz sem v bistvu prišel prejšnji teden že v četrtek in sem imel petek, sobota, nedelja, sem imel testiranje za dirko Champions of the Future, ki se bo začela zdaj v četrtek in bom do nedelje imel dirko. To je pa v bistvu dirka kot neke priprave pred FIA European Championship, pač pred evropskim prvenstvom za FIA od FIA. Vozniki v kartingu, Aleksander, potrebujete cel kup zaščitne opreme in seveda, da lahko potem vozite na dirkah. Se ti je že kdaj primerilo, da si kakšno stvar morda kdaj pozabil ali pa v zadnjem trenutku se spomnil, tega pa nimam s seboj? Ja, se mi pa zgodilo, ko sem bil še mičkeno v kategoriji mini, se spomnim, ko sem se usedel v go-kart v finalu in sem začutil, da je mal velik sedež in sem začel razmišljati, zakaj. In potem sem se spomnil, da sem pozabil ščitnik za rebra in potem sem začel voziti dirko, štartal sem 8. v finalu in v prvih krogih borba mi je bilo malo težje, tako bolj ni lih čista vožnja, pač čista, bolj groba in sem moral ful paziti. Ko se je pa dirka umirila, sem pa tudi zelo dobre čase delal in bom rekel, da sem se zelo dobro prilagodil. Ampak zdaj, ko tako pogledam nazaj na to, je brezvezna napaka, ki jo lahko narediš, če nisi za to spozoren. Zdaj pa vsakič preverjam opremo, vse, kar imam, da vzamem s sabo vse, da se ne ponovi napaka. Bom rekel, sem se naučil iz svoje napake. Ja, Aleksander, v novi sezoni ti želimo čim manj napak in pa seveda čim bolj uspešno dirkanje. Kolegi, če boste želeli Aleksandra karkoli še povprašati, njegov mail je aleksander.bogunovic86, številka 86 skupaj, @gmail.com in se mu lahko javite, pa vam bo dosegljiv. Aleksander, za danes pa najlepša hvala. Aha, ni povezave. Tako, to je bil Aleksander Bogunovic, zdaj pa gremo naprej. Hvala lepa. Evo, še mitinga bo konec, čez nekaj trenutkov. Takole pa tole ugasnemo. Tako, pa gremo naprej. Anže, ti si trikratni zaporedni državni prvak v mladinci v Speedwayu. V lanski sezoni si se prvič v karieri veselil tudi že zmage v članski konkurenci na dirki državnega prvenstva. Nam lahko zaupaš, kako je bilo to? Ja, itak občutek že kot mladinc, da zmagaš še v vrhunski, pa da še med člani pokažeš svoje, je neopisljiv. Ja, v nadaljevanju sezone potem bo par vzponov pa padcev, tudi da nismo prišli do članskega državnega prvaka, ampak ja. Kakšen je ta korak, enega vem, da si že storil? Ja, korak naprej v bistvu sem svojo prvo profesionalno pogodbo za poljski klub Žežov. To je druga poljska liga, bom kot mladinec zastopal njihov klub. Upam, mislim, potrudil se bom po svojih najboljših močeh. Zanesljivo bo to za tebe kar velik izziv. Čakate pa še en izziv, življenjski, kaj ne? Ja, v bistvu letos imam res dve velike prelomnice. Prva je iz profesionalne pogodbe, druga je matura.
Pa je pa tukaj še izpit za avto in vse ostale zadeve. Že seveda se zdaj tukaj zastavlja samo vprašanje, kako boš vse to skladil? Ja, tukaj je veliko organizacije, veliko dela, garanja, tako da, ja. Kdo vse ti bo pri tem pomagal? Ja, starši, največ mi starši pomagajo, punca, ekipa moja, mehaniki, vsi, vsi res. Cilji za to sezono, športni. Maturo sem prepričan, da boš opravil. Ja, upajmo. Ja, športni cilji so seveda, da se najboljš pokažem na Poljskem, pol so pa tukaj še državno prvenstvo, evropsko prvenstvo mladincev, U19, svetovno prvenstvo mladincev, U21. Ja, to so moji cilji, da pridem v finale, da tam naredim kar se da in to je to. Anže, hvala lepa, naj se ti uresničijo vsi cilji. Najlepša hvala. Enej Logar, državni prvak v kategoriji Supersport 600. Enej, kako je to, ko drviš na Grobniku 150, 160, 180 ali pa 210 na uro v ovinek, v katerega navaden smrtnik pravzaprav ne upa peljati več kot 80? Ja, kaj enkrat greš pa ravnin, drugače greš dost počas, polka se ti pa začne ovink približevati. Pa jih malo, desne presečke. Vse gre. Včasih pravijo, da gre tista ravnina se zmanjšuje v kot. Kako pravzaprav to izgleda? Ja, mi gremo pa ravnin in pol pa malo gledamo table pri strani, kaj nam kažejo, koliko je še do ovinka in pol imamo točko zaviranja, probamo čim kasneje in pol gremo ovink. Enej, državni prvak si v razredu Supersport 600. Konkurenca je kar zahtevna, kaj ne? Ja, lansko leto je bila železno vrhuncu, letos pa je še par novih tekmovalcev, tako da je skozi boljše. Kaj bo za tebe največji izziv v tej sezoni? Ja, seveda, da še enkrat postanem državni prvak, pa rad bi tudi šel na čim več direkt na tekmovanje za Alpe Adrio. Tam v mednarodni konkurenci bo treba najverjetneje še malce dodati na plin. Ja, bo treba, pa tudi če vse zelo odvisno finančne podpore, sponzorjev. Kdo so tisti, ki stojijo za teboj? Ja, največ Arta, mama, stric. Drugače pa še letos, drugače pa zelo velik sponzorje, pa moje društvo Amo da Domžale. Glavni cilj za letošnjo sezono si že povedal, naslov državnega prvaka. Do kam pa misliš, da lahko posežeš v premierni sezoni v Alpe Adrii? Upam, da čim večje. Ne vem še, bom vedel. V redu, Enej, hvala lepa, naj se tudi tebi seveda vsi cilji uresničijo. Naslednji naš gost je Jan Pancar. Jan Pancar, mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati. Lani je v svetovnem prvenstvu v razredu MX2 skupno osvojil 11. mesto in 284 točk. Jan, letos je pravzaprav tvoja zadnja sezona v razredu MX2. Kako se je boš lotil? Pozdravljeni vsi skupaj. Ja, zadnja sezona MX2. Probam čim več izkoristiti iz tega, narediti čim boljši rezultat in pa za naprej bomo pa videli, kako bo. Danes si še z nami, jutri pa že potuješ v Argentino. Tam še nisi bil. Kaj pričakuješ od te prve dirke v Argentini, ki pravzaprav ne poznaš steze? Ja, v bistvu še nikoli nisem bil čez lužo, tako da nova izkušnja in se v bistvu jo zelo veselim. Jutro ob 7 je že let iz Dunaja, tako da pridem domov, se pripravim še zadnje stvari in gremo, tako da cilj je pa, da v bistvu odpeljem to, kar znam in če bom to naredil, bo rezultat vrhunski. Nam lahko zaupaš še, kako so tekle tvoje priprave? Vem, da si bil nekaj poškodovan. Ja, v bistvu na začetku sem si vzel samo malenkost pavze, potem sem pa začel trenirati naprej, ker sem hotel čim več narediti. Potem pa v bistvu so še super priprave, potem pa mislim, da kmalu po novem letu sem bil v Partimu na progi. Manjši padec, ampak nažalost mi je v bistvu koleno šel v minus in
ni bilo to najboljše, v bistvu sem na koncu bil samo en mesec brez motorja, na srečo ni bilo nič strgano, samo vneta kost, pa vse vezi malo nategnjene. Tako da zdaj v bistvu že nekaj časa normalno treniram, ni pa čisto isti kolen, kot je bil prej, ampak na motorju me ne ovira. No, to je najpomembneje. Povedal sem že, lani si osvojil skupno 11. mesto, osvojil 284 točk. Kakšne cilje si zastavil za letos? Ja, cilji so med 10 skupno, sigurno pa je konkurenca večja letos zaradi spremembe pravilnika za Evropsko prvenstvo 250, kjer bo sedaj starostna omejitev 21 let, tako da bo v bistvu so to naredili zato, da bo čim več voznikov MX2, ker so bile v bistvu neke pritožbe, da je samo 20-25 voznikov na rampi, tako da letos bo sigurno bolj polna rampa, ampak mislim, da to ne bo težava in kar bojo štarti bolj pomembni, tako da cilj je pa, da probam čim več dobrih voženj in konstantna vožnja med 10 in mogoče tudi 5. Še vprašanje glede motorja, ti služi dobro? Ja, v bistvu letos ima KTM nov model, ampak sem se ga hitro navadil in mi je zaenkrat zelo všeč. Jan, hvala lepa. Želimo ti seveda, da čim bolje začneš sezono in da se tudi tebi cilji uresničijo. Zdaj pa gremo k našemu najmlajšemu, Lovru Setnikarju, ki mi je zaupal pred novinarsko konferenco, da je danes že pojedel zajtrk. A ne? Ja. Motor, Lovro, vem, da imaš letos nov motor. Nam lahko zaupaš, kakšen je ta motor in kako se boš ti lotil sezone v trialu? Tako, ta motor je pač bil tudi predelan v Italiji. Ne vem, tako. Letos pač boš tekmoval tudi v višji kategoriji. Lani si vozil kategorijo T3, letos pa greš v kategorijo T2, drži? Ja. V kategoriji T2 pa nastopa tudi tvoj oče, kaj ne? Ja. Kako bo pa to izgledalo na tekmi? Ja, on pač prav, da me bo premagal, sem jaz mu ne verjamem. Sta z očetom že kaj vozila skupaj, trenirala? Si prepričan to, da ga boš premagal? Ja. Zakaj si tako prepričan? Zaradi tega, ker pač tako, ker so si kakšne sekcije doma prištimala, sem tako jaz odvozil, on pa ni. Ja. Pa te nič ne skrbi, da ti bo nov motor, ki ga nisi vajen, morda kaj nagajal, ali pa da ti bo oče kakšno stvar na motorju naštimal tako, da pač ne bo šlo tako, kot bi ti želel? Drugače je še tako naredil, da bo še boljš, kaj je Gasan je kupil, pač prejšnji let, ko smo bili v Nemčiji na treningu, je kupil zase, a ne pač Gaska je pač malo bolj tak smut, pol ga je pa rekel, pač kam pa nov motor, pač ga bodo po meni. In zdaj ga imam jaz. Zdaj ga imaš in zdaj ga boš dobro izkoristil. Braniš naslov državnega prvaka med otroki, kaj ne? Ja. Kaj si pa želiš v letošnji sezoni? Seveda, zdaj boš nastopal med močnejšo kategorijo, med fanti, ki že nekaj časa vozijo in imajo več izkušenj od tebe. Ja, pač tako tudi želim si, da bi bilo več teh tekmovalcev mlajših, da bi se pač tako trial še naprej razvijal. Okay. Trial je panoga, v kateri je treba dobro premisliti, kako se lotiti kakšne posamezne sekcije. Kakšen je tvoj način, ko vidiš sekcijo? Kako se pravzaprav lotiš posamezne sekcije? Najprej jo grem tako pogledat, pregledam ovire, pol pa, ko ga naprej spustim, pač da vidim, kako odpele, pol pa pač probati. Se pravi, si kar prebrisan. Tudi tukaj boš najverjetneje zdaj v teh sekcijah, ko boš vozil v tej kategoriji, očeta najprej spustil, prej pa boš videl, kako je potem treba odpeljati. Ja. Okay. Dobro, hvala lepa. Z nami je tudi najboljša motošportnica oziroma motošportnica leta 2022 in pa tudi leta 2021, Tjaša Fifer. Tjaša je voznica v Enduru, lani je odpeljala 2 dirki svetovnega prvenstva v Enduru. Bile so pa 4. Tjaša, zakaj samo 2? V bistvu sem odpeljala samo 1,5, ker sem se dejansko na prvi poškodovala in sem se poškodovala v prvem krogu.
kar pomeni, da sem soboto odpeljala še dirko do konca 2 uri pa pol z zlomljenim gležnom, drugi dan pa žal pač se ni dalo štartati. To je bilo v Lalinu v Španiji, Tako, ja. drugo dirko pa si vozila v Čopau v Nemčiji, kaj ne? To pa je bilo že v jeseni, ko si bila zdrava. Kako je bilo tam? Tam so bile zahteve, tam so bile razmere zelo, zelo zahtevne. V bistvu to so vsi govorili, da je ta dirka najtežja, ker res je bil cel teden dež, ampak sem uživala, cilj je bil, da odpeljem dirko brez poškodbe in pa da nisem zadnja, ampak je bilo ok, sem odpeljala na 8. mesto, tako da cilj je bil dosežen. Zdaj si konkurenco pravzaprav že spoznala in veš, kakšne so punce, ki vozijo s teboj. Kaj lahko pričakujemo od tebe v primerjavi s temi puncami, ki jih poznaš? V bistvu punce res imajo ekipe, imajo stvari pošlihtane. Želim si samo odpeljati sezono brez poškodbe, pa uživati. Glede na to, da si se udeležila 2 dirk za svetovno prvenstvo, je zdaj zanimanje za tebe tudi med sponzorji večje? Kaj se tiče sponzorjev, bo spet, evo. No, kar počasi. Nič hudega. Sponzorji so pomemben del, seveda, za vsakega dirkača, ne samo za tebe, tudi za Anžeta, Eneja, Jana, Lovra, Aleksandra, ki smo ga imeli, in pa seveda vse ostale. Vesela sem, da so z mano ti sponzorji, ki so v bistvu me začeli podpirati. Sem v preteklih sezonah dobila tudi kar nekaj sponzorjev iz tujine, kar pač mi res ogromno pomeni. Ampak žal za ta rang dirkanja, ki ga sedaj želim peljati, je pač res en velik strošek in je res težko biti v svoji ekipi. To mislim, da Jan najbolje pozna. Ampak se trudimo, no, koliko se pač da to voziti. Tjaša, jaz upam, da bodo s svojimi nastopi prišli tudi sponzorji, ki bodo podprli pač to tvoje prizadevanje za čim boljše uvrstitve in čim boljše vožnje. Letošnji sezoni so 4 dirke svetovnega prvenstva, prva je že kar konec meseca, če se ne motim, v Italiji. Ja, v bistvu je 1. aprila v Sanremu, tako da še zadnje treninge oddelam in grem počasi na pot. Ok, Tjaša, najlepša hvala za to in jaz ti želim seveda v imenu AMZS, da se ti vsi cilji v novi sezoni uresničijo. Hvala. Spoštovane kolegi in kolegice, zdaj, če imate kakšno vprašanje, prosim, izvolite. Potem vas bom prosil za slikanje in vse te stvari, ki so potrebne, da boste lahko pripravili svoje prispevke in članke, da pa jih opravimo pa na ploščadi zunaj, kjer so motorji in kjer je pripravljena tudi naša stena z napisom Motošport in Karting Slovenija. Prosim, izvolite z vprašanje. Že vse vejo. Ni vprašanje? Boste potem 1 na 1 počeli to? Ok, v redu. Se pravi, za slikanja in televizijo, prosim, zunaj pred volom, ostali pa lahko upravite tukaj, tisti, ki ne boste slikali. Hvala lepa, če ima kdo še kakšno vprašanje, smo vam seveda na voljo tudi ostali predstavniki Avtomoto zveze Slovenije, Luka, tam zadaj je tudi generalni sekretar, Jure Kostanšek, pa Anita. Tudi sam lahko kaj odgovorim, če mislite, da vam lahko pomagam. Sicer pa hvala lepa, ker ste prišli in upam, da boste dobili odgovore na vprašanja, ki jih želite in da boste zadovoljni zapustili naš AMZS center varne vožnje na Vranskem. Hvala lepa.